Vidite češkega turista Silvata, slika most, da bo malo na Facebooku objavil, da bojo punce videli, da je on bil v Mostarju, ne. Pa bo frajer izpol, ne. Je tako, Silva? Tole je pa Rdeče jezero, da vam povem. A ja, Rdeče, gospod. Ja. Veste, zakaj se imenuje Rdeče? Ne vem, a je kakšna nadolža zgubila tukaj? Ne, a misliš, da zato, ker rdeče barve? Mesto Imotski je znano po Mercedesih. Tukaj je to kulten avto. Nisva vedno na isti valovni dolžini, ampak je pa kar se potrudil, ker on ve, da sem jaz bil muhasta, ne, in pa mora se še bolj truditi. Edino razočaramo je to, da zvečer nisva šla nič ven, nikamor, ne, ker to mi je nekaj obljubilo, da bomo peljal. Dobro jutro iz Mostarja. No, da vam pokažem parking, ki ga imava tlele. Tamle je ketna in pol tle parking imaš. Glejte, tle v zadju še naporušena stavba, neporušena še rušca. Glejte, tule bo enkrat sem dol palil. To je v bistvu čist bliz centra, tako da zanimivo, da to nekaj ne poštimajo. Vidite, takole izgleda Orangplatz, to je bilo nekaj, ne vem, kaj bi rekel. Neč, to je pa gospod Silvo, oven gremo v center, ne? Gremo, gospod. Ajde. Samo 2 minute hodaš še manj, evo pa so že skozi čisto v centru, lejte, tamle gor sle križ, Hum je ta hrib, tole je tale džamija, ki se vidi z mostu, tle greš tudi lahko gor na minaret, evo, to je pa zdaj že ta čista glavna ulica, do tlele nekje ponovad turisti pridejo, se pravi do tele džamije, ki greš tudi od džamije je lep pogled na most in tudi kontra iz mostu lep pogled na džamijo. No, tukaj se gre dol, če hočeš iti na ta minaret pa džamijo pogledati. Tlazala do mosta je pa približno 2 minute hoda. Zdaj tle še malo zjutraj pripravljajo, da te trgovince, drugače tla so malo taka, ta kamen, v kakšnih visokih petah ne gre. Evo, kavica €1,50. No, iz tukile, ne, se pa največ ljudje slikajo, vidite, tudi te 2 sobota, ponavad se ljudje tlele na tole škarpo zrihtajo in vidite tlele na konc in se slika pa most v zadju, tamle od zadaj, kakor sem rekel, tale hrib se imenuje Hum. Tlele, lejte, ne, restauracije tamle na drugi strani Neretve, zelo lušne. Tukaj Silvota ne bom peljal, če pa grem s kakšno punca, kar grem zelo redko, jah pa peljem kele v eno od tistih restauracij, ker je lepo romantika, ne, posebno zvečer pogled na most in je lepo. Silvo razlagam tle gledalcem,
da če kakšno punco pridem, sem jo pelem pa v eno od unih restauracij tam, ker je romantika. Tebe ne bom sem vozil, ko s teboj se mi ne do romantike. Ti bi tukaj razkril, da bi kakšno pelil? Jo, sem že. Res, kaj? Jo, potem lepo nekaj poješ, pa še kozarc vinčka spiješ in to je to. Ma ni, se veš kako. No, tlele, če greš v nedelo, je tlele ljudi, še pa še, tu komaj hodeš, ne, tudi te teli, kot prejo te svoje prodajalne, ne, tu se razširijo noter in je tudi tle veliko bolj ozko, tako da je čist drugače. Če bova šla tamle na kofe na stran, pa šla čez 1 uro nazaj, boste videli že čist drugače. Tlele je pa včasih bila ena diskoteka noter, ampak to že 15 let nazaj. Zdaj jo ni več, se mi zdi. Evo, zdaj pa sam še 15 sekund, pa smo na mostu. Je pa malokrat sem v takih primerih. To moraš biti med tednom, če hočeš, da je tukaj malo ljudi, moraš biti med tednom, pa zgodaj zjutraj, ne? Evo, most, pogled na džamijo, lepa reka Neretva. Veste, zakaj je tole? Tele, ki ven gleda. To je zato, ker so konji hodili, da jim ni, da so lahko konji češli. No, tukaj tle dol iz tega mostu skačejo. Ponavadi, takole, ki je veliko ljudje, zbirajo denar. In ko zbirajo do denarja, en skoč noter. Vidite, tamle se še ena reka pride noter. Sem pozabil, kako se imenuje ta reka, ampak skoraj zmeraj je suha. In žal verjetno tudi kakšna kanalizacija gre noter. In znak, da je malo po kanalizaciji zasmrdeti. Zdaj ne, ker pač teče. Gor je pa tudi en zelo lep mostiček, tak mini bi rekel, tale, ne? Vidite, češkega turista Silvata slika most, da bo malo na Facebooku objavil, da bojo punce videli, da je on bil v Mostarju, ne? Pa bo frajer izpol, ne? Je tako, Silva? Sem ti uničil posnetek, upam, da ne, Silva, boš pa še enkrat posnel. Evo, zdaj gremo pa na drugo stran. Videli, če tle že kaj bolj živo, tamle vidim neki lokalčki. Vidite, lokalčki pa vse posod. Vidite, tamle, ne, tudi lepa lokacija. Ja, tukaj že malo odpirajo, že celo jejo. Sicer zajtrk, ne še kakšne čevapčiče, čeprav jaz bi čevape. Tukaj v tem lokalu sem velikrat jedel čevapčiče. Moram reči, da so bile dobre, ampak jih že zelo dolgo časa nisem jedel tle. Ker to je zmeraj taka gužva, da ne morete verjeti, ne, tako da jaz grem raje v kakšno malo bolj oddaljeno restauracijo. Ni gužve, dostikrat tudi boljša kvaliteta. Ponavadi je tisti, ki je bolj daleč stran, ne, se mora bolj potruditi in ima boljšo kvaliteto, kot tatle pač ima polno, pa tudi če bi mu za nič. Evo, lejte, to je tisti kamniti most, ki sem vam ga prej omenil. Tamle smo v eni restauraciji jeli
je bilo fantastično. Leta, tukaj imate tudi restauracije in tako naprej. Tukaj sem enkrat bil v enem hotelu, 15 let ali pa več nazaj. Vse super bilo. In parking so imeli. Samo veste, do parkinga pridete. Tu pa še za tacga dobrega šoferja, ki sem jaz, je kar problem. Jaz ne vem, kje je zdaj prijatelj Silva. Vidite tle tudi dole restauracija, lepa terasa. Mislim, tu imajo lepo nekaj. Tako da, fantje, če pelete punco sem, vam garantiram, da bo navdušena. Pelali jo boste na kakšno večerico in takole romantika in se bo kar raznežila. Evo, tudi en takle lep placek v senčki. Tlele nekje so pa Silvotom, takrat, ko so bila po zimi jela, so imeli en ogromen zajtrk, kar niso počela, tukaj je bilo vsega. Tlele sva jela, ja. Ampak noter, ker je bila zima, so bila pa čisto sedina. Tako da no, tukaj smo pa zdaj do konca prišli. Tamle una cesta, ki je glavna, tamle dobrih 100 metrov naprej. Od tam naprej, ta cesta je bila v bistvu linija v vojni med Hrvati pa muslimani. In tam na un stran so Hrvatje, tle so muslimani. Seveda je tudi kje kakšen musliman na un stran, pa kakšen Hrvat na te. Zdaj, jaz ponavad, če je parking, parkiram tukajle, na uro plačaš 75 centov, sam če dobiš, ker tamle imaš pa en velik parking, kot tamle, če bi šel na konc desno, imajo pa foro sam za cel dan. Pa je pol enih, ne vem koliko. Če greš za 2-3 ure, je veliko cenejše, če tle parkiraš. Vidite tle, pa tudi še tamle mal je. Tako da, to kratek sprehod po Mostarju. Zdaj pa grem pogledat, kje je prijatelj Silva. Je najbrž že malo jezen, ker kavice ni dobil. Ampak tole sem vam mogel pokazati. Poglejte, Silva, kaj se je prvoščil. V Mostar sem šel s Tomažem Gorcem, da bom pojedel tole. Poglejte, kaj sem se naročil. Kaj pravite? Poglejte. Že tle zjutraj sladkarijo in ti nekaj zdravo kavo živiš. Jaz sem to sanjal, da mora biti v Mostar in da to pojem. Tako kot včeraj, ko sem šel pogledat moje prednike. To je isto, veš. Jaz sem zaradi tega Silvota tako lačen, da vam ne morem povedati, zato ker on se je tam nažrl zjutraj, ste videli kako, in pol ni hotel jesti, sem hotel tiste restauracije, ki je izgledalo, da je dobre, s ti picoju in so imeli to drugo. In evo, zdaj sem, zato da bo on lačen, sva do zdaj čakala do Posušja, ki je ta zadnjem prej greva na Hrvaško, da se bo zdaj pa najela. Kako pa Silvo tole ocenjuješ, bo, ne bo? Ej, Tomaž, jaz zdaj vem. Malo bližji kamere. Končno sem zdaj dojel, zakaj ti me na sabo vzemeš. Ja. Zato, da lahko ves ta gnojec na enega streseš. Ja. Ne? Ker nimam ženske, pa te jaz lepo prosil, a boš jedel. Ja, na uno ne bi jo. Ne bom dej, pa čez pol ure, ti, a veš, kaj pa si bi kar tlele, ne? Ja, pizda, neodločno, da se odloči, kdaj boš kaj naredil, ne pa kaj se kurba vsake 2 minute drugače. Lej, to tako je. Drugač pa, lejte, tle so dubla čevapčiče, zdaj Silvo ni. Evo, lejte, še čebulca, pa ajver, vidiš, to je porcija. Silvo drugač z izgledom ni zadovoljen, ne.
Ja. Jaz si rekel, da ni izgled. Malo se zmatram čvapči, če bomo videli, kako Ampak mi smo se tlele lete v cestu obstavljali, sem tule zagledal, sem rekel Silvo tle in sem videl delavce, pa tu tam, ko vidiš delavce, super, pa sem že iskal ene druge lokale, pa je bilo vse, sem tudi slike vse pogledal, ko sem hotel, da je vrt, da ne bova noter, če kadijo in tu tretje, žalostno. In ko sem tule videl, sem rekel, tule bo, ajde zdaj zdelo pa probaj čeva, pa povej, če je dober. Čakaj, kjer ga tega letranja? Unga ta zmatranga. Ker mu že ni všeč na izgled, mu pa še tako ne bo. Ja, lej, začim biti za okus. Ne, probaj, ni. Jaz mislim, da bo, ne. Pojem to je že ti lačen, ne bo. Dobre, ja, sem tudi vezan, dober bo, dober. Coca-Cola sem v čevapčiče zlil. Budala trapasta, ti se pa še smeje. Jebem ti, Silvo, pa tako sem lačen. Si sem videl, kako se začel hitro jesti, ste kaj si ga hotel vprašati, če so njemu otroštvo hrano kradili, ker tako hitro je. Prav ti je. Tudi on si Coca-Cola polil v čevapčiče. Pizda ta šmota. Fido. Daš nas sva kretena, lej to, aj vrš s Coca-Cola. Dragi gledalci, jaz se nahajam v kraju Imotski, to je blizu bosanske meje, to smo že na Hrvaškem. Mesto Imotski je znano po Mercedesih. Tukaj je to kulten avto in to je Mercedes z oznako dvojni V 1, 2, 3. To je menda najbolj vzdržljiv Mercedes, ki je brez težav prevozil 1 milijon kilometrov in tukaj v Imotskem so Mercedesu postavili spomenik. Zakaj ravno Mercedes? Zato, ker tukaj so večinoma vsi šli delati v tujino in če si se domov pripeljal s tem Mercedesom, je pomenilo, da si uspel. In tukaj, ko so poroke, so v bistvu kolone Mercedesov. Najprej v kolono dajo Mercedese, pol če imaš ti drug avto, šele pol na vrsto prideš, ne? Je pa to v Imotskem simbol trdega dela, gastarbajterstvo, pa tudi mal imidža. Tako da zanimivo, ne? Zdaj, ne vem, a je to Mercedes, pa so ga, po mojem, da je to Mercedes prav bil, pa so ga malo betonirali. Ne vem, jaz to ne morem ugotoviti. Ja, dajte, še celo špego je. Zanimivo, res zanimivo. Vsa čast. Imotski pa ni znan samo po Mercedesu, ampak tudi po jezerih. Tukaj imajo modro, to je tole, ki ga vidite, rdeče in tudi zeleno jezero. In tukaj se zdaj lahko dol spustiš, tudi kopati se je noter dovoljeno, jaz sem se že kopal. In vidite, tamle gor je grad, tle je mesto. To veste, kakšne fantastični posnetki z dronom so. Jaz vam to posneto še nekje doma, tako da bom to probal najti, da nas ne bom snemal. Bom probal najti, pa dati noter. In ko sem jaz ta prvič bil, to je po mojem bilo leta 2019, ko sem šel v Dubrovnik, sem se tukaj ustavil. Ta jezero je bilo čist, fluorescentno modro. In veste, bolj modro je, če je več padavin, ne? Tako da najlepše je spomlad po padavinah. Pol na jesen pa bolj tak, malo bolj grdo, moderata, ne? In da tukaj zdaj, če imate čas, se vse sprehodite, jaz se ne bom, ker sem se že ne trikrat, ne? Tudi z dronom ne bom snemal, ker sem že vse večkrat posnel, bom pa probal najti te posnetke, pa kaj zmontirati, ker tole je res fantazija.
Gospod Silvo, tole je pa Rdeče jezero, da vam povem. A je rdeče, gospod? Ja. Veste, zakaj se imenuje Rdeče? Ne vem, a je kakšna nadolžna zgubila tukaj? Ne, a misliš, da zato, ker rdeče barve? Ne, se ni rdeče, se je nekaj zelene. Ne, rdeče se imenuje zato, ker so skale rdeče. Ne? Drugače pa kot zanimivost, ne, ta jezero ima dno nižje, kakor je morska gladina. Res, Silvo, boš tamle tablo videl pa preveril, da ne boš rekel, da lažem, da nakladam. Ne, si ne vrem, si preveril, verjetno tudi to, ampak ja, a res je kaj? Tabla je tamle, pa bo šla pogledat. Kar globok, Silvo. Lejte, je pa to, ne, greš lahko okoli in okolje ograje, ne. Do dol ne moreš pridati, tle res ni možnosti. Silvo je preveril, če sem jaz resnico govoril, da je to dno nižji od morske gladine. Ne, lejte, tukaj le piše. 528 metrov je globok ta jezero in tle 6 metrov je nižji od morske gladine. Je že malo ta tabla znucena, tako da ali je 6 metrov ali je morda 16, se ne vidi dobro. Je pa še zeleno jezero. Meni osebno, ne bom rekel najlepše, ampak veste, tle sem se že kopal noter. Tole ni še ta glavno, tukaj sem se samo ustavil, zato da vam pokažem, da je to umetno, to ni naravno, ne, vidite, tle so jez naredili in se gor naprej nadaljuje. Mi da bo zdaj šla kele nazaj, pa okoli in boste videli, tam naprej je šele lepo. Naj vam pa še povem, da niso samo ta 3 jezera tukaj. Tukaj je še kar nekaj zanimivih jezerov. Če bom najdel, se bom nekje ustavil, ker boste še 2 vedeli. Neč zdaj grem. Kaj praviš na te ceste? No, dobro. To je avtocesta proti onem na Cincar, ne? Ja, bo tudi tle enkrat konc. Tudi tle, lej, konc bo. A ne bo konc, lej, še tle gre, lej. Vidiš? Veš, to ni Volkswagen. Zdaj veš, komu so spomenik postavili v Imotskem. So Volkswagenu ali so kjermu drugemu. Ustavilo se je. Tole bom Silvota vprašal, kaj misli, ali je jed za čez ali ne. Dajte pa vi, dragi gledalci, napisati, ali je jed za ne, ali ni. Silvo, kaj ti praviš, bi šlo tle čez? Ja, le, če rokavčke degla. Ja, če ne bo, če se ustaviš, pa ti ima v Porinu. Ja. Če ne bo pa prišli, pa bomo ti lokalni. Ja, s kakšnega s traktorjem dobimo, pa bo. Evo, to je pa zeleno jezero, ki bi bili mečken višjimi. Se vidi, da Silvo bi res mogla veš tale česit, pa dokele gor malo na hribček pride, veš, koliko bi bilo tam lepo. Se usedeva pa probava. Ja, ti kar peže sem, pa tle bom šel pol... A ja, boš šel, ja, si, aha. Lahko pa snimamo, veš. Ja, snemal boš, ja. Evo, pogledajte, zdaj bo pa še plaven rato, najprej se po hribah vlačil ta Mercedes, zdaj ga bomo pa še malo pravili. Vse to, če bo crkalo, bo itak kar pustiti pol tlele, ker klačeš to Slovenijo nazaj voziti. Po moje to je čist brez veze, ne. A veste, zdaj, lejte, še malo pa bo, ne. Veste, sej gor sta karine, ne, veste, če kar nervoza nekje živčen, da ne gre nekaj hitrej. Ampak, lejte, ne, bo priplaval čez, lejte, vsi mu gre, ne. Vsi, ki se spravil. Na koncu bo še ženska dubo, korvarje, bom samo jaz brez nje ostal, korvarje. Sigurno se bo nalimala kakšna najnga. Tudi bo trmaska hodič, ne. Viš, take ljudje uspejo pola, vidite, kako je to. Ja, vidite, karine. A vidite, kako je to? Si videl, Silvo, kdo je Mihael Schumacher, a? Ja, si ti to videl? Vidim, Tomaž. Si ti to videl? Lej, če boš pri ženskih samo 1% tako da ustrajen, jaz ti povem, da boš že čez en teden bilo. Silvo, ti s tvojim kedjem sploh tamle dol ne bi šel. Ne bi šel, ker se ne bo za tako pokojebene. Sploh do tle ne bi prišel, evo, lejte, to je pa Mercedes, ljudje. Jaz sem pa mislil, da bo takrat tudi kar tle pustil na Hrvaškem tole, pa da bo. Ker že nekega prijatelja klical, sem mislil, da je že kaj novega naročil. Ne. Gledajte, pogledajte, če bi tle noter zabredel,
Prej smo šele drug let ven vzeli, tako da pač lejte, to je Tomaž Gorec. To je to, eden in edini Šentlavrenca. Ja. No, tle se je pa ustavilo, sem mislil, da gre una cesta naprej, pa ni. Se bo pa zdaj zapeljala tlele malo naprej po travu. Te videli, daj Silvo malo snemaj, da te saj za nekaj ponucam. Dobro, se sem te tudi ponucal, naravno zdrž malo bližji šajbe. Ja. Silvo, saj počasi te bom tudi kaj snemati, jaz naučil, ne? Ko boš tle zabred. Zdaj, če si za ženske to klesen, kakor za snemat, pol te za ženske ne bom več ti dajal na svetu, ker je itak brez veze, da te jih dajem, ker nič ne pomaga, ne? Sej boš ti zdaj eno dobo, pa bo pol mira, ne? Ja, le, jaz upam, da jo bom. Kako je, boš tam enega amortizerja v tej avto od poruka? Tu je avto, Silvo. Federus, ne pa avto. Ti tako ne boš ti nikoli imel. A veš kaj je Federus? Ne vem. Ti sam zdaj sam gas, lej. In če ste unje pukli, jaz mislim, da In preskočiva na drugo stran. Moje so odmjo že plovna pol, ne? Ja. Lej, Silvo, sem le, da kašno peleš, a? Ja, lej, ne vem kaj, evo, zdaj kar gas, zgobno razumem. Ne, tle da bomo ustavili. No, na kakšen romantičen kraj sem jaz pripeljal Silvota. Lejte to, kako je lepo. In tle sem se jaz tudi že kopal in jaz sem se polet kopal, voda je bila kar preveč vroča, tako da predvidevam, da je že zdaj dosti topla. Drugače pa lejte, čudovita narava, a ni? Meni je tole všeč, pa klima taka. Top. Lejte, zanimivo. Vidite tole od spredaj, ki je, ki vidite kot kopno, ne? To je drugače otok, lejte, ki tamle preseka, pa od odzadaj je spet voda. Je pa tamle ne cesta, se pravi, če voda upade za ene 3-4 metre, se pa lahko z avtom celo gor pride, vidite, tamle celovit se pot. Tako da tole je res hudo. Če najdem posnetke z dronom, ki sem jih naredil ene 6 let nazaj, jih bom objavil. Takrat je bilo. Tole sva s Silvotom pa že na jezeru Peruča. To je zajezena reka Cetinja, čudovita reka. Pri Omišu se zliva v morje, čez Omiš teče in gre takoj not v kanjon. To je res čudovita reka. Zdaj pa greva ob jezeru, gor proti severu, do izvira reke Cetinje. To je pa en najlepših izvirov, kar sem jih kdaj v življenju videl. Po nekih ozkih cestah se voza. Kaj ti praviš, Silvo, na tole? Ja, ne vem, lej. Ti se sprašuješ, če bova danes domov prišla ali bova jutr. Ja, jutr ne moram reči. Ne, vem jaz, da je to moja odgovornost, da prideva domov, ker ti moraš jutr na službo, to pa... Ja, to nisem tako, kot vi, ko ste direktorji, pa bo zbolje kurac. Tako, ja. Čez en mesec ali pa čez 5 let. Na račune mora tukaj biti, če ne pa se spavali. Tudi mi nimamo tako odgovornega dela, ki ga imaš ti, ne? Ti si že pač vložil tisti denar, si delničar, lastnik in zdaj ti sam še hočeš to kmet, ne, lej. To je zastopno, lej. Če bi jaz take milijone nekam vložil, bi tudi hotel nekaj imeti. Ja, imaš prav. Zdaj pa, ko delam tam, sem hlapec, a ne, moram pa ti biti, pa zjutraj biti tam ne pa delati, pa... Tole je pa izvir reke Cetinje. Jaz sem Silvota sem pripeljal zato, da bo nekaj videl, ker drugače v živo ne vidi. Ampak v tlele gor se ne vidi dober. Jaz sem to enkrat z dronom posnel, bom najdel posnetke, pa bom dal v ta video, pa boste videli, kako tu iz zraka zgleda. Bova šla s Silvotom tu dol pogled, mogoče se bo od spodaj videlo, pa bo koga na kaj asociiralo. Drugače pa lejte, tukaj je pravoslavna cerkev. Osliček, moja najljubša žival, ena ljubših živalin. Sva jih prej videla, pa Silvot rekel, da čudno, zakaj so mi osli tako všeč. Sem rekel najbrž zato, ker sem kaj v žlah z njim.
Tako da tukaj so včasih Srbi živeli, je bilo večinsko prebivalstvo in zdaj je tukaj veliko zapuščenega in zato tukaj tudi pravoslavne cerkvice so. Celo tamle ob jezeru Peruča je en samostan, jaz sem ga enkrat obiskal, danes ga nisva. Drugače po tej vodi sem se tudi kopal, se gremo kar dol, pa vam še dol povem več. Evo, tole je pa novega, kar sem zadnjič tukaj bil, ne. Se pravi, prepovedano je kopanje se, jaz sem se kopal tukaj noter, takrat še ni bilo te table. Jaz bom probal poiskati te posnetke, če jih bom najdel, jih bom dal noter, ne. Tale voda ima okoli od 6 do 8 stopinj in tle so vse večinoma ljudje zmeraj hodili kopati v mrzlu, potem je pa župan to prepovedal, kar je najbrž prav. Je pa zanimivo, ne, tle, če od zraka z dron posnetka se lepo vidi, da je ta izvir v obliki maternice. Zato sem jaz to hotel Silvotu pokazati, mu zdaj na sliki pokazal, da bo vedel, kako je. Par 100 metrov stran od izvira reke Cetine se pa nahaja tale zapuščena, na pol podrta cerkev in tole pravoslavno pokopališče. Jaz sem to že neštetokrat obiskal, ker mi je zanimivo in se tudi malo sprehodim, pogledam grobove, pogledam datum rojstva, datum smrti. Ne vem, zakaj to delam, ampak mi je zanimivo. Ene je strah na pokopališčih, jaz imam pa en tak, meni je pa spokojno. No, kot sem že prej povedal, na tem področju so živeli, bil večinski narod Srbi. Kdo mi bo rekel, da ni res? Da zdaj čisto detalje nisem šel preverjati, ampak tukaj je grobov, nisem še videl katoliškega, vse je v cirilici napisano. Celo tukaj je eden, ki je umrl leta 2013. Drugač, večinoma so vsi umrli do leta 95, dokler so tukaj Srbi še držali to območje. Zdaj, takrat v Oluji, te hrvaške akcije Oluja, so večinoma vse pregnali, so mogli jeti, če ne, bi verjetno bilo veliko mrtvih, to je dejstvo, čeprav kakšen Hrvat bo rekel, da ni res, ampak je to, no, celo noter se gre lahko to cerkev. Tudi v te cerkve imam čudovite dron posnetke, tako da vam jih bom pokazal, če jih bom najdel, jih bom, ker imam dobre arhive. Tako se najino potovanje s Silvotom končuje. Za konec bom še Silvota vprašal, Silvo, daj povej, je bila organizacija dober, zadovoljen s programom, zadovoljen z menoj, zadovoljen s tem, kar si videl, daj mečkim gledalcem povej, kako je bilo najino potovanje. V bistvu se boste to tudi malo se ogledali. Malo bolj na glas. Malo se že ogledala, ne, kako je to. Nisva vedno na isti valovni dolžini, ampak je pa kar se potrudil, ker on ve, da sem jaz bil muhast, in pa mora se še bolj truditi. Edino razočaramo je to, da zvečer nisva šla nič ven, nikamor, ker to mi je nekaj obljubilo, da bomo peljal. Res sem obljubil, ja, pa res. Ampak dobro, to zdaj. Veš, zgovor si veš, kaj sem ga mu, da kadijo noter in da je težko. Znaš pa ja, lejte,
Veliko smo videla, veliko smo doživela, vse to bo, pač nekako boš pol to zdaj v en posnetek. Bo, ja, naredil. vse tu je Tako- ta video, tako ki da bo ga gledajo. Cel to potlo v celem sklopu. Tako da, glejte, Bosna je lepa, Hrvaška je lepa, tudi Slovenija je lepa, če jo z vseh strani gledaš. Tako da, glejte, lep izlet, dobri dnevi, lepo vreme, dobro je bilo za jesti, veliko sva kilometrov naredila tudi. Ja. Nekaj smo prepešačila, nekaj smo nove stvari videla, nekaj je Tomaž že bil tam, jaz še ne, na nekaterih sem tudi jaz bil, na jezeru nam je že prej peljal enkrat, tako da ja, lejte, super. Hvala. No, me veseli, Silo, da ti je bilo všeč. Da za konec še jaz povem mnenje o tem potovanju. Nekateri mi pišete, saj si že tukaj bil v Bosni, ne? Kaj to, kar še zmeraj hodiš? Res sem bil velikrat, 80krat, mogoče celo 90krat. Ampak vse pa še nisem detaljno pregledal, ne? In tole Livno, pa ti si zlet gor na Cincar, pa te divji konji, pa osvojitev vrha Cincar, fantazija, fantazija. Pa ne sem to, jaz se tudi po teh krajih tako rad vozim, počas, opazujem. Meni je to en sam užitek, ne. Pa tudi tukaj, rečemo, ne, tale Hrvaška, tale del, pod Dinaro, pa še dol malo nižji, ne. Meni je to fantazija, ljudje. Tukaj na Zveru Cetinje sem bil, zdaj sem bil tudi tretjič. Ampak sem se veselil tako kot prvič. Tukaj sem tudi že 3krat bil tole pokopališče, pa tole cerkev pogledal. Meni je fantastično, meni je ta pokrajina tako všeč, ljudje. In tukaj vidim, ne, vidite, to na Hrvaškem je pa že urejeno. Veliko pohodniških poti, kolesarske steze tukaj glih niso označene, nisem glih videl, verjetno pa so. Ampak gor višji pri Kninu, ker sem tudi bil že večkrat, posvojil sem najvišji vrh Hrvaške, Dinara oziroma Sinjal. Veste, koliko je tam teh kolesarskih poti? In zdaj, ker imam ta električen kolo, bom šel to prekolesariti. Takole, lejte, zdajle maja je to čudovit čas. Verjetno tam julija, avgusta je tle tako vroče, da je za znor, tako da to ni najboljši čas, ne. Zdajle ali pa septembra, čeprav septembra je krajši dan, ne. Če iščete mir, naravo, aktivnost, pejte po teh krajih, ki sem šel zdaj jaz na to potovanje, pa še kakšno drugo. Za konec bi sam rekel, kako je življenje lepo, pa je res lepo. Minus tega potovanja je samo to, da sva samo 3krat prespala, se pravi 4 dni sva bila. Meni je to malo brez veze hoditi za toliko malo časa. In komaj čakam, da bom enkrat v penziji in bom jaz to. Kam takole šel, bom šel za 14 dni, 3 tedne, en mesec, bicikel seboj, vse seboj in to bo en sam užitek. Tako da, ljudje, življenje je lepo, zagrabite ga z obedvem rokam. Mrzdu bo rekel, nimam denarja, da bi jaz to šel. Ljudje, Bosna je tako poceni. Če greste 4, da si delite potne stroške, da vzamete une preproste nastanitve, ampak čiste in čist ok, da vas bo prišla nastanitev 10 do 15 evrov na osebo. Bencin tudi ne bo drag po cestnine, če boste 4 v avtu.
Tako da, če greš ven pojest, mi da so se prej odlično najela za 15 evrov za 2 iz piksno Coca-Cole. Tako da se da. Res se da. Če ne pa na štop. Pa imaš couchsurfing pa tako naprej, ne? Tole je res, tole je najboljše zdravilo za... Se mi se tukaj boljš počutim, pa kaj sonce. Joj. Res. Ne veste, kaj zamujate. Tisti, ki pa vam niso potovanja všeč, tudi razumem. Bom vam pa še enkrat rekel, ker sem že 100-krat rekel. Potovanja so kot smučanje. Ko greš prvič smučat, pa drugič, pa tretjič, pa petič, je brez veze. Brez veze. Ne znaš, padaš, matraš se. Ko se pa naučiš, je pa lušno. In isto je s potovanji, ne. Večkrat, ko greš, bolj se znajdeš, bolj te vse zanima in tako naprej. Glejte, pejte 3-krat nekam bliz za kratko. Veliko ljudi naredi napako, da reče, zdaj šel pa na potovanje, grem pa za 14 dni. Ne, pejt za 3 dni. Pejt tole zahodno Bosno, tle Bihać, Kulen Vakup, Štrbački Buk, Martin Brod, Drvar. Pejt to, za čez vikend. Rečemo, podaljšan vikend, da greš v petek zjutraj. To pejt. Ker je boljš na začetku, da rečeš, joj, je treba že domujati, ker pa da tam na koncu razmišljaš, joj, kdaj bo že tega konc, ne. Probajte tako razmišljati. Vse dobro vam želim. Imejte se fino, tako kot se imam jaz fino. Na skromen način, ker je fejst lušno. Fejst lušno. Imejte se, hvala, ker ste pogledali do konca, stisnite en všeček, naročite se na moj kanal, če se še niste naročili. Zasledite me na Instagramu me lahko na mojih potovanjih spremljate skoraj v živo, ker skozi objavljam storije, tako da, ja, na Instagramu me najdete pod Tomaž Gorec. Imejte se, adijo.